Kdo je vstal od mrtvih, lepo vas prosim? Pa kje ste vi men? Evo, nazaj sem, I'm back. He has risen. Kako primeren čas, ne? Ustal je, ja. Andraž, živijo, pozdravljen. Sicer še vedno v vlogi zunanjega strokovnjaka, ker sidequesti še trajajo, ampak nič ne de, ne? V končni fazi namen je važen. Sem prav povedal? Ja. Vse, nisem že skozi tako rekoč strokovnjak od zunaj, ne? Ali kva? Tako, ne? Ja. Preden se zdaj, ker imamo veliko zadelati, vendarle Antiša, ker se to navezuje na take, ki ne bo šel v eter, ampak je bilo vprašanje pri njem ali pri njemu, ne? Je moje vprašanje tebi. Bil sem v eni odlični debati pred par dnevi, v razlike med prvo žensko in drugo moško sklanjatvijo. In je prišlo ime Antiša kot primer, kako se lahko sklanja po obeh sklanjatvah. In zdaj mene zanima, a imaš ti preferenco, po kateri od obeh sklanjatov se sklanja tvoje ime, da bomo vedeli, veš? Nimam preference. Dolgoletna, večdesetletna praksa pa kaže, da ponavadi se to uporablja, kot se temu reče, po moški paradigmi, ne? Se pravi, Antiševo mnenje. Sicer pa, ko smo že pri tem, ne, ravno ta teden sem spet dobil en mail, ne, spoštovana gospa Antiša Korljan, tako da juhej, ne. Evo, torej, Antiša pri Antišu z Antišem. Z Antišem, ja. Evo ga, zmaga, profesor Lenarca Lipušek bi bila ponosna. Špica. Pred nami je častna naloga. Politika me sicer kar zanima, pa v mladosti tudi lepa dekleta. Sej vam vidim v očeh, me zdi neverjetno, ker si bil mlad, pa nisi rab. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobil. Toliko iskrenosti. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Če bi vedel, da bomo to gnoja premetavali, bi prišel sam z vilami. Ker temu bomo naredili enkrat konec. Upanje umre zadnje, a ne? Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčken več. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Špica, pa to čist nova? Ja, ne samo, da je čist nova, če si dobro poslušal, je tale tudi tako rekoč blasfemična, ker se navezuje na edino pravo rock opero v svetovni zgodovini, Jesus Christ Superstar. Kaj sem se zamudil? Skratka, LDGD, pomagajte mi podcast, ki ničesar ne jemlje preveč resno. Ničesar ne podcenjuje in nikogar ne jemlje preveč resno, še zlasti ne politike. V 8. sezoni in še vedno se nisem tega naučil. Andraž Zorko Valikon, Antiša Korljan privatnik, moje ime je Aljaž Pegobitenc. 8 sezon, Aljaž, 8 sezon. Andraž Zorko. Edin, če rečemo, da sem se vrnil kot Zorko in komentiram čist drugega aspekta, torej štajerskega. Andraž Zorko Valikon, Antiša Korljan privatnik in Aljaž Pegobitenc, ki predstavlja Metino listo, ker Štefica še vedno ni, ona je pa šla v nebo, se bo prišla tudi nazaj na krilati ptici. Kakšna pa je lahko še krilata ptica kot krilata pengovska, bravo, ampak evo, prva redna epizoda po volitvi, kjer so bile stvari napete do konca. Z Antišem sva naredila tudi že emergentno takoj po volitvah, tako da nekaj na to temo smo povedali. Zato je moje prvo vprašanje vama obema, kako ocenjujete stanje po drugem krogu pogajanj, ki to menda še niso, ker se zaenkrat samo pogovarjamo o tem, kako bomo preprečili krizo, ki prihaja, hkrati pa se spoznavamo, en tak podaljšan Tinder date ali pa kako že paritveni ples se mi to zdi. Antiša, za začetek. Še v začetku tega tedna se mi zdi, da je bila kar na mestu ocena, da pravzaprav nismo naredili še niti koraka in smo pravzaprav še vedno 23.
ali pa 24. Marca. Ne. Zdaj pa vendarle neki minimalni koraki, zdaj se je začel celo, so bili narejeni, zdaj se je začel celo govoriti o tem, da bi oblikovali osnutek koalicijske pogodbe, ne. Tako da nekaj se dogaja, pri čemer pa seveda to, kar se je pa zdaj zgodilo z Logarjem, Vrtovcem in Stevanovićem, ki oblikujejo nek tretji blok, tretjo pot, kot je temu rekel Borut Pahor v nekem obdobju, citirajoč sociologa Antonija Giddensa, bo pa po mojem, kako se reče, porinilo palce v šprikle oblikovanja levosredinske koalicije. Ne. Tako da dogaja se, ampak se bojim, da ne v smer, v katero si Robert Golob oziroma leva sredina ravno želi. Tako da kokice pa gremo. Andraž, kam gremo? Ne levo, ne desno naravnost, ali kaj je tazga najbrž. A to zdaj Drnovška citiraš? Pa ne vem, koga že vse res, kdo je bil to nazadnje. Par dni nazaj spet nekdo rekel. Ne vem. Kdo je bil? A to je bil Drnovšek v originalu? Ja, to je bila LDS. To je bil slogan LDS-a, ne levo, ne desno, na bolje. V glavnem, jaz sem ravno včeraj razmišljal, da dojemam to, ker na nek način imaš prav, ne zgledajo še čisto res kot koalicijska pogajanja, čeprav se je včeraj že začenjala omenjati koalicijska pogodba. Včeraj to je bilo kaj, četrtek, ne sreda. Jaz sem to tako razumel, zdaj se v bistvu s tem ponavljanjem teh sestankov vzpostavlja percepcija vse v javnosti, da obstaja kakor nek pogovor, oziroma da obstaja zametek neke koalicije, ki dejansko tisti, ki se tam sestajajo, imajo večino, kar se da še nič ne pomeni. Ampak vseeno, vsakič, ko se najavi, ko se zgodi sestanek, ko se poročanje, se govori o tej sestavi nekih strank, ki so tam sedele, se govori, o čem so govorile, se ponovno poudari, da ena od njih ni bila povabljena in se ponovno poudari, da ena od njih sestanka ni udeležila. Ta neko nasprotje vzpostavlja, oziroma antagonizem. In na ta način jaz to vidim kot vzpostavljanje koalicije, ker kaj, vsakič, ko se bo to zgodilo, vsak s tako to novo ponovitvijo, če do tega ne pride, bo zdaj spet nekdo, kdo je zdaj te rušitelj in kdo ne. Je pa tole, ki je Ante še omenil, zelo dober moment, ta neka tretji blok, kjer se zdaj povezuje v bistvu Stevanović z edinimi, za katere ni rekel, da se ne bo. In to velja tudi za Logarja na nek način. In glasov imajo pa oni, correct me if I'm wrong, 20. Ja, točno 20. Ja, 20. Točno 20, ja. In zdaj, kar je tle bistveno je, da se pa oni substavljajo kot pa zdaj ključen akter s tem, ker dovolj je ali SDS ali GS na drugi strani, za večino. In s tem oni v bistvu, kaj dela, oni v bistvu izločajo levico pa SD iz igre. Oni se tukaj zdaj v bistvu buildajo opcije, ker za Logarja smo na začetku rekli, da v resnici, ki je zelo veliko opcij nima, da pač mora v vlado že iz čist osebnega političnega preživetvenega instinkta. On nima druge možnosti, to je dejstvo, to sta verjetno tudi ponedeljek govorila, po volitvah. Ja, to že, ampak zdaj, ki je on v bistvu, če je to naredil, če so naredili nek blok, čeprav moram reči, da jaz Klestevo to pa res zameram, da je on zdaj rekel, da kaj so to blok normalnosti. Mi smo kle govorili o koaliciji normalnosti, sam pač njega ni bilo tisti. Tako da je Kle zdaj malo apropriiral. Ja, sem pazil, on ima čisto legit osnovo, on je ves čas recimo poudaril, ta njegov boj proti korupciji, kakorkoli si ga že predstavlja, ampak to je ena stvar, na kateri se oni lahko res najdejo, niso bili vpleteni v nič, če za mogoče te obtožbe, ki jih je bila na seji deležna, ampak to niti ni resnic korupcija. A veš, tako da tle imajo oni stično točko, No, ja, to so legit, tle so legit. Anteša, se Kle strinjamo, da so oni čisti to pogledno. Stevanović in resnica. Ja. Lej, čisti v smislu, se lahko zdržim komentarjev. Nova stranka v parlamentu. Oni bi bili težko upleteni kot stranka v kakšno korupcijsko zadevo. Mislim, dober. Andraž, veš kaj, na lokalni ravni oni so dolg časa, se pravi v Kranju, že saj Stevanović, že kar močen faktor. Tako da,
Pa če na niso lokalni pa v redu. povsem Na novi, državni ravni nismo bili vpleteni v noben škandal. Na državni ravni so pa bi rekel, skupina anonimusov, političnih anonimusov. Ne? Tako. Mi smo bili temu že priča, veste, ko je Jelinčič prvič prišel v parlament, tam je bilo v 90-ih, ne, takrat je bila podobna zgodba, ne. On je takrat pripeljal v parlament nabor ljudi, ne, mislim, da jih je bilo okrog 10, ne. Če ne celo 12. Za kere smo se vsi sprašvali in so se vsi sprašvali, kdo zdaj ti ljudje so, ne. In podobno je pri Stevanoviču. Exactly. In tudi soda bi bila lahko podobna. Tle se lahko zgodi še kar v kratkem, da se, ne vem, 1, 2, 3 obrnejo v neko čisto drugo smer, izstopijo, prestopijo. Mislim, se spomnim predvsem od nedelje zvečer, ko so našli nekega poslanca, upokojenega Sobo Pleskarja iz tam dol nekje jugovzhodno Slovenije, ki sploh ni vedel, da je izvoljen. Ne, če ste zasledili to. Ne, a res? Ja. Nisem, to je poslanec resnice, ki je dobil nekih 800 pa nekih glasov. Seveda vemo, da ne volimo poslancev, volimo stranke in pač v manjših okoljih je to možno, vse kaj ta zgodi, ampak novinarji so ga poiskali in v bistvu od njih zvedel, da je postal poslanec državnega zbora. Ker je eno tistih, ki so ga dali na seznam kandidatov, ker pač moraš napolniti listo kandidatov. Ja. Kar nas v bistvu kar pripelje do naslednjega vprašanja, ne, kako se je to lahko zgodilo, kar se je. O premiku levo, desno in trendih morda v naslednjem koraku, ampak najprej, eden od agensov, movensov te epizode so bile tudi analize Valikonove o tem, kaj se je dogajalo v zadnjih dneh pred volitvo, kam so tekle glasovi in kako to, da so se stvari razvile tako, kot so se. Meni je bilo še vedno zabavno, da je premier Golob bil izvoljen tako rekoč tik pred zdajci, bilo je že več kot 90% glasov preštetih, ko je on šele dobil svoj mandat, ampak hkrati je pa to, ko je on dobil svoj mandat, tudi prevzel prednost, ki je potem Gibanje Svoboda ni več spustilo do končnih rezultatov. Tako da, Andraž, kaj se dogaja? Zdaj, jaz bi mogel tle povedati najprej eno stvar, ko nekaj vrste disclaimer, pa ne za mene osebno, ampak nasploh za panogo merjenja javnomnenjskih oziroma izvajanja javnomnenjskih raziskav. Eno dejstvo, ki ga je v bistvu na volilni večer omenila tudi kolegica Janja. Namreč oni so izvajali, kot vemo, vzporedne volitve in ona je opozorila nekaj minut pred objavo rezultatov, da toliko zavrnitev sodelovanja, kot so imeli letos na voliščih, ni bilo še nikoli. Ne? Zdaj, ko to poteka, tam oni postavijo anketarje na en vzorec volišč, ki stojijo pred njimi in vsakega, ki pride ven, prosijo, če lahko prosim še enkrat obkroži, tak tajno, tako kot noter, kaj je obkrožil in pove 3-4 podatke o demografiji. In to je indikator nečesa, čemu smo bili priča zadnje leto, mediji razno razni, predvsem tisti desni, so se spravili na našo panogo, konkretno na našo panogo so se spravili celo, ne boste verjela, profesori iz fakultete, odkudar prihajam, en od njih je še posebej rad gostoval pri enem od novinarjev na Radiu Slovenija, govorimo o resnih medijih, kjer bi se pričakoval človek resne debate, pa se je tam tudi svašta dvomali in govorili, kakorkoli obrnemo. Vse to je vplivalo na to, kdo in kakšni mediji še sodelujejo v naših anketah. Tako da od tu v bistvu zdaj izvirajo ta odstopanja, od tega, da je imela Mediana na vzporednih podcenjen SDS, ker je pač to pa je značilno za njihove volivce, da manj radi sodelujo, seveda, če jih nekdo ves čas pumpa, da je to zarota in ustvarjanje in kupljeno, ne vem, kaj še vse, bla, bla, medtem ko mirno izvajajo na drugi strani svoje ankete s še s hujšimi pristranskostmi in tako naprej, tako naprej. Skratka, malo manj moči imajo zdaj te raziskave, kot so imele. To pač moramo vsi priznati, da jim je to do neke mere uspelo, da so se suli z zaupanjem do tega stopnje, da to dejansko zdaj vpliva tudi na rezultate. Mi sicer smo zdaj naredili vse, kar smo lahko, da bomo vedeli za naprej. Smo pa seveda naredili tudi to analizo, kot vedno, ta tako imenovani postpol, torej ankete pred in anketo takoj po koncu volitev.
ko se zaključi volitva, kot ti praviš ti, ne? Se pravi 15:07 štarta ta anketa, pol se reče in potem gledamo, kaj se je dogajalo v zadnjih dnevih. Zdaj, a smo že tle, kaj se je dogajalo v zadnjih dnevih? A smo že, ker smo jo tako dolg uvod. Ja, ok, sorry. Ja, dolg mi ni bilo, pa sem si vzel čas. Ja. Čas sem si vzel, čas sem si vzel. Ni bilo, ne, tega taktičnega glasovanja, vsaj ne v takšnem obsegu, kot smo bili vajeni. Tega recimo iz leta 2022 ali pa še bolj v letih 2008-2011. Bilo je, ampak pazite to, ne, predvsem na desni. Taktične volitve so bile do zdaj bolj lastnost levo-sredinskega pola. Skratka, tam je ponavadi prihajalo v zadnjih dnevih do pretakanja glasov od manjših k srednje večjim do večje. Največje tiste, ki lahko premaga Janeza Janšo. Tipična primera sta res 2008 pa 2011. Ta zmaga oziroma obrat v zadnjem vikendu. Tokrat na levi je sicer prišlo v manjšem obsegu tudi do prelivanja glasov od Levice pa od SD-ja k Svobodi. Ampak je pa prišlo tudi do prelivanja glasov od Svobode in Levice celo v tako imenovano neudeležbo. Skratka, da niso prišli na konec tisti, ki so rekli, da bodo. Pa tudi k resnici. To bi lahko pojasnilo, to bi lahko bilo eno od razlogov, zakaj je resnici tokrat uspelo. Ne v celoti samo to, ampak resnica je dejansko ohranila svoje iskrene, če tako rečemo, glasove. Medtem ko so bili 2022 del njih žrtvovani za Svobodo, ker so imeli takrat agendo zelo podobno, šlo je pa za upor proti epidemiji, virusu in nasploh. Tega zdaj ni bilo. Druga stvar, po mojem, če sem že pri resnici, je bila pa ta, da je Dokrat Stevanović nastopal tudi v soočenjih, česar 4 leta nazaj tudi ni bilo. Torej, na levi smo imeli ta manjši obseg taktičnega glasovanja, ampak tudi abstinence. Na desni je prišlo pa do klasičnega taktičnega glasovanja, kot smo mu bili zdaj pričali samo na levi strani. Zelo zanimivo smerjo. Najprej so uspeli pobrati nekaj glasov od tistih, ki so še dan, dva pred volitvo rekli, sem se že začel pogovarjati, da ne bodo šli voliti. Torej, neudeležba je bila vir. Potem so bili pa demokrati vir glasov za SDS. In od SDS, to je pa nova, so šli pa tudi glasovi k NSI. To je pa ena čist posebna smer, ki pojasnjuje, zakaj je demokrat dobil manj glasov, kot je pričakoval on, pa verjetno še marsikdo drug, zakaj je NSI uspela osvojiti 9. mandat in zakaj je SDS spet ni uspel zmagati. Sam takoj se mi pojavilo vprašanje. NSI, mi se bomo morali navaditi v teh naslednjih 4 ali nekaj letih, da to ni samo NSI, ampak je NSI plus. Trojček, ja. A se mogoče ve, kam od tega trojčka so te glasovi šli? Misliš, koliko je kakšna od teh 3 strank prispevala? Ne. Ja, tega pa ne moreš vedeti v resnici, zato ker je pač merjeno skupno kot lista. Je pa res, jaz se spomnim, ko smo mi to spremljali, da so oni uspeli na nek način narediti seštevka. To, česar ni uspelo Levici pa Vesni. Oni so imeli kar lepo seštevk tistega, kar smo mi prej merili za nas, je SLS pa Fokus posebej. Tako da jaz bi rekel, da so razmerja približno takšna, kot so bila predno je nastala ta lista. Antiša, ideje, misli ob tem, kaj si slišal? A se sploh še da kaj dodati? No, pa bom pa kar nadaljeval. Ne, čakaj. A sem jaz tebe prav razumel, Andraž, da je od Levice, da so šli tudi glasovi k resnici? Ne, k Svobodi. Pa v neudeležbo. Neudeležba, ta je bila tudi. Levica je izgubila neki glasov, neki 1000 glasov, ki so v zadnjih dnevih se premislili, sploh niso šli voliti. Kar je hecen, glede na to, da smo imeli tako visoko udeležbo vendarle, ne? Ja, ker prihaja z druge strani. Teh 70% letos ni istih 70% izpred 4 let. Seveda, ena razlika je že tistih 4-letniki, ki so na eni strani umrli, na drugi strani pa not prišli in kot smo v zadnjem času zdaj pa že velikrat na glas slišali, jaz sem to že prej opozarjal, mlajši, ko so bolj se obračajo v desna, ena razlika je že samo tu, ampak tokrat se je mobilizirala predvsem desnica, oziroma, če smemo temu reči desnica, mobilizirala se je ena skupina volivcev, če se je recimo 2022 mobilizirala ena skupina volivcev, ki do takrat nismo videvali na voliščih, ki so se pač prišli pokazati in obkrožiti iz protesta proti ukrepom, virusu, cepivom, PCT-ju, tralala,
so zdaj prišli pa eni drugi, ki tudi mogoče ne volijo tako pogosto kot kakšni drugi, ampak so prišli pa zaradi različnih razlogov glasovati proti vladi. Vemo, da je ta vlada v slabo voljo spravila kar precej skupin prebivalcev, recimo SP so se najpogosteje pojavljali, obrtniki, mali podjetniki in tako naprej. Tako da jaz imam recimo eno zanimivo tezo, kaj je pravzaprav res botrovalo temu, da je bil rezultat na koncu izenačen. Ker če pogledamo, rezultat na koncu je bil tak, kakršnega so ankete ves čas v resnici napovedovale. Zdaj plus, minus, pač mandat gor 2, ampak ves čas je bilo to, da bo desni blok usvojil 3-4 mandate več, ampak da ne bo dovolj. To je bilo neko povprečje raziskav v zadnjih 2-3 mesece in vse to, kar se je dogajalo v zadnjem tednu in ves ta Black Cube in prisluh in tako, so v bistvu delovali v obe smeri. Na eni strani je vsebina mobilizirala tiste, ki so bili na vsebino bolj pozorni, na drugi strani sam način, kako je prišlo tega snemanja in objav mal na levi, ampak je pa tudi zelo strašila ljudi. Ne pozabi, da smo imeli še zadnji vikend to krizo z benzinom oziroma s petrolom, bolje rečeno. Vse to je bila ena taka miškulanca, ki je pa vplivala na obe strani, pri čemer še vedno zgleda, da je bila ta desna bolj uspešna pri mobilizaciji. Imaš določene volilne okraje, kjer je udeležba blizu 80% in tukaj je tudi že Marko Plahuta objavil, a sta videla znači to omenjala ali ne. Takoj po volitvah obstaja zelo jasna korelacija. Višja kot je bila udeležba v nekem okraju, več glasov je dobil desni blok. Torej to je crystal clear indikator, kdo je uspešno mobiliziral svoje volivce. Zdaj pa vprašanje pa je, koliko od tega presežka, ki ga je desnica realizirala, lahko resnično pripišemo desnici kot temu nekemu ideološkemu bloku. Mi vemo, da maksimum bil dosežen 2022, 430 tisoč, tako bom zaključil. Letos smo pa na 500,000. To je zdaj to veliko vprašanje. A je to res desnica, a so to protestni glasovi? No, Antiša, evo, to se pač je vprašanje zate. Ali je ta zasuk v desno, ki smo ga videli, samo pač blimp on the radar, z lepo slovenščino, ali gre za kvalitativni preskok v slovenskem volilnem telesu. Zdaj poskušam najti neko biblično primerjavo, pa je pač moja izobrazba tudi to vrstno bolj slaba, tako da če ima kdo, ne uskoči. Ampak skratka, Antiša, koliko resno je to, koliko globoko je ta premik? No, tisto, kar se meni zdi tukaj pri tej zadevi zanimivo, tudi Andraž je omenil, je se pravi obrat mlade generacije v desno. To je tisto, kar se mi zdi, da bo v veliki meri določalo volilno dogajanje v naslednjih mandatih. Tukaj desnica igra na dolgi rok. Mi smo tukaj priča začetku nečesa, po mojem, kar se bo materializiralo v glasovih in tako naprej se bo pa še v prihodnosti še bolj, po mojem. To je tek na dolge proge. Doslej je od nekdaj in vedno je veljalo, da so mladi tisti, ki so pristaši progresivnih vrednot in posledično tudi progresivnih političnih sil in strank, gibanj in tako naprej. No, zdaj smo priča temu zasuku. In kot jaz rad rečem, bolje od tega, kot je zdaj, ne bo. Kvečemu se bo to še stopnjevalo. Tako da to je tisto, kar po mojem bo imelo implikacije še v naslednjih, kot sem rekel, obdobjih, volilnih ciklusih. No, to mi pove, glej, ker recimo desnica, ko sploh v tem navdušenju nad uspehom v teh mladših demografskih skupinah, govorijo o tem, da so vrednote prevladale. Tako rekoč, ideološka razlaga političnega obrata na teh volitvah. Jaz se do neke mere strinjam s tabo, da je ta stvar dolgoročna, da ni, oziroma bolj sem na tvoji strani, ker se Andraž sprašuje, ali gre za protesten glas, ali gre za resen premik. Jaz bi ta hip rekel, da gre za globji premik, bolj globji premik, prav pengovski. Ampak zakaj? A je, ne vem,
kapljanje na glavo, retradicionalizacija družbe, pač vrednota tradicionalne družine, bla, 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 ne? Moško sfera, a je prevladala, ali gre za ekonomski odziv na dejstvo, da je, koliko te stvari vidim, generacija Y dejansko plačala ceno vseh kriz, ki jih je generacija X zakuhala. Rekel si vrednote, ne? Jaz bi tukaj imel dopolnilo, ne? Vrednote namreč zmagale so vrednote, ki so naše vrednote. To je bil zdaj tukaj citat, ne? A veš, da je tukaj zmaga vrednot. To je zmaga naših vrednot. Ker tudi oni na drugi strani imajo vrednote, samo so drugačne, ne? A se razumemo? Ja. Tako da tukaj, ko se pogovarjamo o vrednotah, vrednote niso neka absolutna kategorija, ne? Ampak so take in drugačne. Ne? V tem primeru, ko se na desnici sklicujejo na zmago vrednot, se sklicujejo seveda na zmago njihovih vrednot. Ja, ampak se razumemo. Ampak a so te njihove vrednote res zmagale, ali so mladi glasovali v večji meri za desnoslučne stranke, navkljub njihovim vrednotam in zaradi mogoče nekaterih drugih razlogov? Ne, jaz mislim, da sociologi že nekaj časa govorijo o retradicionalizaciji družbe. Tako da jaz mislim, da je to samo posledica tega procesa, ki v družbi, in ne samo v naši, ne, tudi v ostalih vzhodnoevropskih, pa tudi zahodnih družbah smo mu priča že nekaj časa. Tako da jaz mislim, da se mi pogovarjamo o nečem, v čemer mi nismo endemični, no, da tako rečem. Ne. To je del nekega trenda, ki smo mu priča na zahodu in v vzhodni Evropi, in se mu reče retradicionalizacija in seveda obrat proti nekim vrednotam družinskosti in tako naprej, ki jih v večji meri zagovarja politična desnica. In to je po mojem posledica tega. Andraž, a so potem takem stvari, kot so enakopravnost spolov, enakost spolov, stvari, za katere ti sam večkrat rekel, da so v Sloveniji pač dano dejstvo in Bog ne da se jih dotakne, a so kar naenkrat dolgoročno vendarle pod grožnjo? Govorim o splavu in tako dalje. Dolgoročno, že dolgoročno, ker to, o čemer zdaj govorimo, so vendarle procesi. Moramo pa vseeno ločevati dve zadeve. Ti si pregovoril o mladih, pa si začel pa kar naenkrat govoriti o generaciji Y, da jaz generaciji Y ne razumem več kot mlade. Ne? To so ne jim tega povedati. Ne, to, ko jaz rečem mladi, mislim na pod 30, mislim na generacijo Z, a ne, in vsi ti obrati, o katerih govorimo zdaj v desno, retradicionalizacija in tako naprej, so značilni za generacijo Z, ne za Y. Za Y je značilna predvsem nizka volilna udeležba in to se je še enkrat potrdilo, pa nizka udeležba na cepljenju, če se spomnimo takrat ukrepov. Pa še ena zanimivost, med pripadniki katere stranke najdemo najvišji delež te generacije. Se pravi, to ne pomeni, da so te generacije najpogosteje volili za njih, ampak da oni predstavljajo največji delež podpornikov te stranke, stranki desnica, pa med neveljavnimi glasovi in tako naprej. Kar je lahko povezano s tem, kar si ti prej omenil na začetku, Aljaša, ne? Revenge za vse, kar je X naredil slabega njim ali pa celo boomerji. V glavnem, generacija Z je tista, kjer se obračajo desno, ampak spet ne vsi, ne? To tudi zelo poudarjajo študije, predvsem fantje, ne? Se pravi, moški del te generacije se obrača v desno, tradicionalnejšim vrednotam, kliče po nekih starih vzorcih, ki smo za njih verjeli, da so že preživeti, predvsem na tem, da seveda ženska je to absolutno podrejena moškemu in tako naprej. Jaz bi si upal tle trditi, da se tle absolutno pozna vpliv družbenih omrežij, YouTubea in različnih podcasterjev iz ZDA, kako si že ti rekel, prej moško sfera ali kako že. Moška sfera, se je to prevajal v slovenščino. Ja, mislim, da ne. To definitivno vplivajo pa se tudi vse ostale okoliščine. Zdaj, jaz bi še na nekaj upozoril, ne, to veš, kaj Antiša, kaj si rekel, da je veljalo včasih, da očitno ne velja več, da so mladi bolj progresivni in tako naprej. To je bil v bistvu tudi neke vrste mit, ne. To je bilo mogoče res v tistih časih, ko si imel razlog, da si bil
ne vem, Che Guevara, če sem skrajna, ne, da si se upiral na način, da si nosil ruto palestinsko pa take zadeve. To je mogoče bilo zelo aktualno v kakšnem socializmu, ki ni bil socializem, ne, ki je bil socializem za večino, za elito je bil pa pač čist klasičen pure, samo da je bil državni kapitalizem. In to mogoče empirično sploh ni bilo res. Jaz sem recimo večkrat že opažal, da so predvsem mladi fanti bili zelo nagnjeni, pa bom priznal, tudi jaz pri 15-16 sem bil skrajni nacionalist za današnje kriterije. Jaz sem poveličeval samostojno Slovenijo in klical k neodvisnosti in si nakopal nemalo težav. Antiša, se tega se boš pa ti še spomnil, se so bili na isti šoli. In če se spomnite, morda predsedniških volitev, ne vem, kjerga leta so bile, ko je Angelca Likovič nastopila. Se spomnite tega, kdaj je bilo to? To je bilo kakšnih... To so bile une s Šarcem, 2017, ne? 2000 pa kaj, takrat smo mi v anketi ugotovili, pa smo tudi mogoče neparkrat to na glas povedali, kje je imela Angelca Likovič najvišjo podporo med najmlajšimi. Ne, ona ni imela praktično nobenega glasu v naši anketi med najstarejšim delom populacije. Se je bila ravnateljica, ne? Mislim, veš, ampak je znala, ne, pa to niso bili osnovnošolci, ne, so bili ljudje z volilno pravico. Ne. Tako da to ni tako zelo nov pojav, ne, je pa značilno za to mlado generacijo, da so šli predvsem moški del, fantje, če smem tako reči, v to klasično desno smer ženske po progresivo. Zdaj moram pa še ena stvar povedati, se pričujem, sem to dolg, res me dolg ni bilo. Kaj se na teh volitvah še zgodilo? Ne? Veš, mi imamo tle na nek način te globalne pojave, ki niso nič posebnega v Sloveniji, ne? Imamo pa tudi slovensko specifične pojave, kot je na primer ta izrazit generacijski oziroma razkol po starosti. Ne? Mi smo imeli na teh volitvah totalen prepad, v katerem nihče še ni na glas govoril. Ne? Mlajši od 50 so v veliki večini podprli stranke desne od sredine, starejši od 50, 55, predvsem pa upokojenci pa stranke levo od sredine. Ta razlika je res enormna. To dejansko je prepad, ni pretiravanje, da govorimo o prepadu. Ne. Druga stvar, ker je recimo čisto skregano s tistim, kaj si v življenju, ko si mlad, pa kaj si, ko si star, kaj si revolucionar. No, to je itak mit, veš, to je mit. Vprašanje je zdaj, vprašanje je, kaj je revolucija, pa kaj je konzervativizem v danem obdobju. Ne. Druga stvar, desnica je imela višjo podporo med ljudmi z nižjimi prihodki, levica in ostali, tudi levica z L, pa med tistimi z nadpoprečnim premoženjskim stanjem. Skratka, spet popolnoma skregano z logiko ideološke levice, ki se bori za podplačen delovski razred. Ne? Če že kdo slišal kakšen razredni boj, a kdo menil razredni boj? Ja, ampak je obrnen na glavo. Na glavo je obrnen. Ne? In to, če moramo mi rečemo, desne stranke so pri nas desne stranke samo še po zagovarjanju tradicionalnih vrednot, ko govorimo pa o socialnem statusu, o starosti končni fazi, je pa to klasična volilna baza levice. In, če smem zaključiti, razredni boj je bil uporabljen, vsaj kolikor sem jaz slišal, izključno kot očitek levici, oziroma pač ne levici z veliko, ampak sedanji vladni koaliciji, da je izvajala razredni boj. Tukaj v tem smislu se je razredni boj uporabljal, Andraž. Ampak, kot koncept politike, kot koncept politike ga pa se mi zdi nihče ni, tako na tej manifestativni ravni, mi bomo izvajali razredni boj, tega seveda nihče ni rekel. Andraž, ampak a ni to ta isti moment, ki smo ga videli, je v bistvu tudi recimo moment, ki ga vidimo v zahodnem svetu. A veš, ko pač ljudje z nižjimi prihodki volijo za republikance, ki prva stvar, ki naredijo, je znižajo davke bogatim in tako dalje. Pač, mislim, to spet, ne vem, če je to tako specifično slovensko. Mislim na zahodu, v ZDA vidimo to. To so osnove trumpizma. Ja, sej zato, da v resnici, mogoče niti ne gre toliko za vprašanje, kaj je pač levo in kaj je desno, oziroma kaj je napredno in kaj je konzervativno, ampak da je, vse ta neoliberalni konsens je zdaj dokončno propadel. Smo zdaj v času postnacionalne politike, kjer je važno samo še, kako nekdo vajba s tabo, če uporabim izraz generacije Z, kar ti po mojem tudi odgovori na vprašanje zakaj so mladi
glasovali za desno, toliko, ne? Ker jaz imam še vedno pač tezo, da gre, eno je, da je ta protestni glas generacije Y, ker jebi ga niso pa res čisto si zajebali, ne? In pač jaz jih razumem, da so jezni. In po drugi strani generacija Z pa, a veš, če smo na družbenih omrežjih je bila desnica skozi, ne? Levica, levo-liberalni blok jih je pa odkril, 6 mesecev pred volitvami, ne? Pa so začeli mečkam bolj resno migati in tako dalje. En je vibal, en pa ni, ne? Pa pač glasuješ za unga, ki bolj viba. Ta desni blok je aktiven na družbenih omrežjih že leta, ne? Oni kopirajo iste vzorce, ki jih uporabljajo. To je tam Bannon textbook, je to v resnici, ne? Zdaj so šli pa res še en korak naprej, še sami podcasti in tako naprej, ne? Ja, sam ne mislim, da se vse več mogoče vpliv družbenih omrežij mečkam pretirava, ne? In da gre za tako, vsaj za miks stvari. Ampak, glej. Ja, pa ne, Aljaš, veš, kolegica sociologinja, če smem se postaviti v vrsto, Jana Javornik na Blue Sky objavljen link na članek, ki zelo podrobno raziskuje medijske vplive generacijsko populaciji. 18-24 glavni vir novic kot novic so TikTok, Instagram pa YouTube. Bolj kot kjerkoli drug uveljavljen še vedno brand. To definitivno ima vpliv na to, ko se te ljudje odločajo. Veš? Že, ampak hočem reči, to samo po sebi ni slabo ali dobro. Ne? Pač, veš, kot je televizija vir za 65+ in je pač važno, kako na televiziji nastopaš, tako je pač važno, kako na družbenih omrežjih nastopaš. Velika razlika, ne, čak. Pri televiziji ti zbiraš, ker program boš gledal, pri družbenih omrežjih oni zbirajo, kjer osebine boš ti videl. Ogromna razlika. Algoritmi seveda, ne. Vem, mislim. To je neprimerljivo, ne. Že v redu, ampak se tudi iluzija, da ti zbiraš na televiziji, kaj boš gledal, je tudi kar velika. Ne? No, mislim, med tistim, kar imaš na izbiro, seveda. Ja. Ne rečem, da je enako. Hočem samo to reči, da dejstvo, da je nekaj vir za razliko od nečesa drugega, ne, samo po sebi ni slabo. Vprašanje je, kako boš ti kot content provider ali pa kot stranka ali pa kot karkoli ta vir uporabljal ali pa kontriral. Ne, tle se ne strinjam, zato ker družbena so tako močno dirigirana, da jaz sem tle absolutno na radikalnem stališču, to bilo treba prepovedati. Mislim, televizija pa ni, saj televizija ima tudi lastnike. Je, absolutno je, seveda, in ima urednike in ima tako naprej. In bistveno slabše, kot je bilo, se strinjam, ne, ampak vseeno. Razlika se mi tle res ogromna. Kako že? Ja. Reasonable people can disagree. Sej mogoče tudi jaz mečka zdaj malo preveč kontriram, samo zato, ker lahko pa te dolg ni bilo. Antiša, križev pot oblikovanja koalicije je sestavljen tudi iz, zdaj ne vemo, če točno koliko postaj, ne, če je vsako ministrstvo ena postaja, recimo, da jih bo vsaj 16. A se upaš ti, kot znani človek v gibanju špekulacij in gamblanja, ne, povedati, koga bi si recimo predstavljal na kakšnih ministerskih mestih, ali pa, če dam čaršijo za začetek, govori se, da naj bi imel Janez Cigler Kralj več kot 80 glasov za mesto predsednika državnega zbora. Skratka, dajmo malo kadrovati. Ja, to sem tudi jaz nekaj slišal. Ampak zdaj mi moraš dati najprej strankarski obris koalicije, pa znotraj katerega potem lahko ugibamo. No, recimo, ti mi moraš zdaj povedati, kje stranke so noter. Recimo, da so v tem filmu so noter vse, vključno z resnico. Razen SDS-a. Ja, potem recimo na mestu predsednika državnega zbora vidim tudi Anžeta Logarja. Recimo. Janeza Ciglerja Kralja, recimo tudi. Ne? Potem verjetno še koga iz strank, se pravi iz Gibanja Svoboda, mogoče Meiro Hot iz socialnih demokratov. Kot ministrico zakaj? Ne, kot predsednico državnega zbora. Klesmo. Ki je bila doslej podpredsednica državnega zbora. Potem Anžeta Logarja, imenovanega, bi videl tudi kot zunanjega ministra, kar je nekoč že bil. On ima v roki sicer malo
slabo popotnico, da ni bil izvoljen v državni zbor, ne, se pravi, je njegov vpliv potencialno manjši. Potem kaj, dajte mi še kaj mi, kakšen izziv mi dajte. Luka Mesec. Luka Mesec bi recimo lahko nadaljeval to, kar je do zdaj delal, kot profiliran politik bi po mojem lahko bil tudi visoko v državnem zboru, brez večjih težav. On je dolgo je že v politiki, bil je v parlamentu, bil mislim, da 2 mandata, ne? Ja. Tako da pozna tehnologijo in bi morda lahko tudi zasedel to mesto. Ne? Po Urški Klakočar Zupančič nihče ne bo imel pretežkega dela biti predsednika oziroma predsednica državnega zbora. Kdo bo minister za zdravje po tvoje? Minister za zdravje? Ja. Torej, ne, Tadej Ostrc je že bil državni sekretar za zdravje. Je zdravnik oziroma mislim, da je zobozdravnik. Ne? Njega so pošiljali v ogenj, ko so bile te teme na soočenjih, tako da on recimo je ena od možnih izbir, ja, vsekakor. Ne? Okay. A resnica dobi ministrstvo za notranje zadeve? Tukaj bi, upam, da ne. Tako. Upam, da ne. Dober. Andraž, kakšna ideja, da ne rečem insajderske informacije? Tlele ne boš me dubil na te limanice. Ne. A sem prav naglasil. Najbrž. Limanice so, ja. V glavnem, jaz sem tlele pa pri imenih sem pa od nekdaj bil bolj slab, ne, tole pa definitivno bolj Antiševo oziroma vajno področje, ker sta bolj novinarski tip, ker jaz si tega res niti ne zapomnim, niti ne sledim. Zdaj, ker je Antišev omenil tega Ostrca, sem se sprašal, kdo za vraga je to, čeprav se mi zdi, da sem slišal ta pring. V zadnjem času, jaz sem res bolj na te big picture stvari pozoren, na kadrovske pa malo manj, ker se pa tiče vseeno, nekaj špekulacij okrog predsednika državnega zbora, oziroma predsednice, sem razmišljal, kdo bi bil, ker zdaj, to je v bistvu zelo ugledna funkcija, ne? Biti predsednik parlamenta, neke prav hude moči pa se nima, ne, se mi zdi, ima mogoče več sen kot predsednica republike, ali pa tudi ne, se ne, ampak kaj pa ima ta pozicija poleg ugleda, ima tudi lučke ima, ne. Zdaj, kdo, ne? Ja. Kdo bi bil tle, moraš biti pa vse en kaliber, ne, zdaj pač 4 leta nazaj, ben ni vedel, kdo je Urška Klakočar Zupančič, ampak kot bivša, tužnica ali sodnica, ne, je sen imela recimo neki pedigre, da se jo postavili na to mesto, ampak kdo zdaj od teh je pa tak, ki pa veš, vseeno ima neko ime, kjer v leto Aljaž, to boš ti vedel, ko so Mateja Tonina najprej izvolili za predsednika. 2018, ne, se pravi, evo, no, tle pol ta analogija bi štimala, ne. Ko so v bistvu vedeli, da brez njih mogoče ne bo šlo vlade sestaviti, pa so se okrog njega zmenili. Tako da ta smer se mi zdi zelo verjetna, a pač nekdo, ki je dost neškodljiv na tej poziciji, pa ki ima nek renome, ki bi lahko vzel, ne vem, kakšno do sedaj ministrstvo za to funkcijo, pa bo vseeno ostal pri lučkah, ne. O imenih pa ne bi. Ja, prav, no, jaz se, tako, da dam še mojo skledico z Jezusovimi solzami, tam je res ni ratala. Trudiš se že celo epizodo, ne? Ne gre mi, tako, vidi se, da nisem hodil k veruku. Ja. Slabo si začel, pa malo popustil, ja. Tako. He's not the Messiah, he's just a very naughty boy. Skratka, Ostrc za minister za zdravje se mi zdi tako najbolj enostaven kadrovska poteza, ki jo lahko narediš, še posebej zato, ker to je, se mi zdi, ministrstvo, na katerega se noben navzar izgrebu. Denarja pa tam kar dovolj. Se mi zdi, da bi lahko infrastrukturo dobil kar lepo Vrtovec, kar je nekoč že bil, čeprav bi imela Alenka Bratušek verjetno to pogledno kaj zapovedati. Pol pa Luka Mesec pa zdaj bodi si za delo, to, kaj Antiš rekel, ali pa, ne, v katerem ministrstvu je stanovanjska gradnja zdaj, če je pri delu ali pri prihodnosti? Solidarna prihodnost. Je, ne? Ja, pa se kdo pa pravi, da bodo ministrstva ostala enaka? No, lih to sem hotel reči, ne? Tega po mojem ne bo, te solidarnosti prihodnosti. To je bilo za Levica narejeno, to je jasno. Ampak če bi slučajno bil, oziroma jaz ga vidim predvsem kot ministra, ki se bo ukvarjal s stanovanjsko gradnjo, kjerkoli to že bo, ne?
Tako da to, ali pa po drugi strani mogoče bi lahko bil minister za šolstvo, zdaj, ki ima te brke, ki jih še vedno ne razumem, ampak ok. No, mimo grede, to sem se začel zato, ker bomo zelo verjetno, v bistvu kar gotovo, na spletni strani te epizode objavili formular, v katerem boste lahko vi, spoštovani in spoštovani, za vsaj nekatere od ministrskih mest, ki jih bomo našteli, dali vaše predloge, ugibali. In boste tisti, ki boste zadeli, bomo pol, ali pa ki boste zadeli v dovoljšni meri, bomo naredili žrebanje in pol, kot vedno, bo nagrada vabilo na piknik. Nataša tega še ne ve, ampak ker je izven dometa interneta, sem jaz naredil zdaj executive decision in je to zdaj to, tako bo. No, v redu, si rekel, kar povedal, da bo piknik, me veseli. Ja, najbrž, ampak lej, bo, ja. Hotel sem dodati pri teh imenih in ministrstvih, da vedno bolj mi gre po glavi tole, ko smo se na začetku pogovarjali, ne, ta tretji blok, ne, če te li mislijo resno, ne, in imajo pa dobre razloge za to, da mislijo resno, ne, bojo te delitve pol precej drugačne, ker v bistvu point tega bloka je ta, da so oni lahko enakovreden sogovornik bodi si Janši, bodi si Golobu, ker govorimo potem samo še o dveh partnerjih v resnici, če se oni predstavljajo kot blok. V tem primeru pa izpade tako SD kot Levica iz te igre. V bistvu res samo kupčkanje, kdo bo dal več, kdo jim bo več obljubil, Janša ali pa Golob. To se mi zdi bolj verjetno scenarij. V bistvu, Andraž, ko si opredeljeval oziroma tako nekako za nazaj definiral ta tretji blok, ne, si v bistvu opisal politiko tovariša Tita. Nesvrstani. Neuvrščenosti. Ok, zdaj se pa vprašamo, Antiša, kdo od teh treh je tle Kongo, kdo je Egipt, pa kdo je Jugoslavija? Ne, bili so Egipt, Nasser. Indic je bil. Nehru iz Indije in tovariš Tito iz Jugoslavije. Kdo je tle Tito, kdo je Nehru, pa kdo je Nasser? Evo, kdo? Jaz bi rekel, Stevanović je absolutno tovariš Tito. Ampak on je bil pobudnik, ne? Nujno, jaz. Tudi zato, ker je najmanjši, tudi zato, ker je najmanjši. Tito je bil takrat iz najmanjše države. Kar pomeni, da je NSI je pol Indija, ali kako, ker so največji. Ja, vse, bravo, točno to. Gamal Abdel Nasser je pa Anže Logar. Seveda, pa še tako visok, pa razpotegnjen je pa tako dalje. Ja, druže s temo, mi ti se konemo. Dobro, imamo nesvrstane, to mi je všeč. Tako, neuvrščeni, blok neuvrščeni. Kar nas, gospoda, pripelje do politbizarke. Končno, na tej točki moram povedati, da je 2 tedna minilo od zadnje epizode, da imamo rezultate, v njej smo sodelovali Antiša, Nataša in jaz, in Antiša Uganež, oziroma kandidati so pa bili Premlada si, ne, tisto, ko je Zoran Janković odslovil Kajo Kobetič s Pop TV-ja. Potem imamo Antiša, tvoja vohunska zgodba z vseh vidikov, in pa moj Žižek versus Mesec versus Laridžani, ki je 2 dni potem, ko sta ga omenila na soočenju oziroma pogovoru, mu je potem padla bomba na glavo, Laridžanijo. Skratka, Antiša, ali pa ne, Andraž, ti, ki tebe ni bilo zraven, Ugan, kdo je zmagal? Ja, po mojem, da je Premlada, ne? Po mojem tudi, ja, seveda. Tako, pa drugega, ja. Gladko, z absolutno večino glasov, skoraj 52%. Mimo grede, preden nadaljujemo, moram to samo še pridodati, očitno to neka epidemija v mestni občini, ker sem potem pa tik po volitvah sedel na nekem, kaj to niti ni intervju, ampak za eno italijansko revijo, in je bil eden od podžupanov, ne bomo o imenih, ker pač ni bilo javno, je nekaj razlagal novinarki, ki pač ima tudi, ne vem, pač je izobražena, veliko ve in tako dalje, in pol je nekaj razlagal o Ljubljani in pol reče, ali o Titu, ali kako že, Titu, ne, in pol reče, veš, Premlada si, da bi razumela, ne. Tako da, hočem reči, stavek se ponavlja, ne, očitno. Anyway, zdaj smo pri politbizarkah in Andraž, ker te že dolgo ni bilo, kaj je tvoja politbizarka? Ker me že dolgo ni bilo, sem tako izvajal, da sem prišel na to snemanje popolnoma nepripravljen, kar se bizarke tiče, za razliko od večine snemanj v preteklosti.
Spomnim se enega zapisa v medijih 2 dni nazaj, zdaj lahko da kaj orang zgrešil ali pa tudi ne, ampak mislim, da je Logar v nekem trenutku javno izjavil ali pa na družbenih mrežah objavil, da ni bilo nobenega sestanka, potem ko je Golob samo napovedal, da bo prišlo do drugega sestanka in objavil, da sploh ni res, da bi bil še kakšen sestanek, nekaj tazga. Zdaj pa, lahko vas sem jim vsekel. Je sestanek, ni sestanek. Okay. Lahko pa to zapakiram v celotno formo, kako se Logar udeležuje teh sestankov, kako on je zraven, pa ni zraven. Kako se hitro zna distancirati, kako je se mi zdi malo strah, da se ga bo kar naenkrat prijelo, da je pa on zdaj del neke levo-sredinske koalicije. Pa seveda ta strah verjetno podkrepljen s tem, da ni bil izvoljen za poslanca, ki mu daje precej manj moči. Ta njegova, veš, bi pa ne bi, ne. Kako je že pregovor hrvaški? On bi da jebe ali da ne uđe? Da ne uđe, ne, ja, to. Ja, se sem vedel, Ština nas mene povedal, hvala. Hvala. Zato sem tukaj. Odlično, v redu. Skratka, logarjevanje, bi pa ne bi. Antiša, tvoja bizarka. Ja, jaz bi pa nekako sem na začetku epizode računal, da bomo tudi na to prišli, no pa nismo, bom pa zdaj jaz to izkoristil. Namreč, jaz bi upozoril na eno stvar, ne. Če pogledamo za nazaj, ugotovimo, da je zgodba o Black Cubu doživela usodo Logarjevih hamburgerjev. Skratka, mi smo, ne vem, 3 tedne pred volitvami na dolgo in široko poslušali, kaj vse je narobe s tem, da se je pač tam neka brezvezna Facebook stran spremenila v še malo bolj brezvezno stran na Facebooku, ne. In kako ima to vse strašne volilne implikacije, kako bo to spremenil tok zgodovine in tako naprej. Podobno usodo se bojim, da doživlja oziroma je doživljala zgodba o Black Cubu, ki je seveda, če se izkaže, da je resnična, bistveno bolj resna in nevarna, ampak ne, retorično in javno vprašanje, a se s tem sploh še kdo ukvarja? Se mi zdi, da ne. Stvar je poniknila in nekaj, s čimer smo se ukvarjali dober teden, ne, se mi zdi, da je bilo, ne. S tem se danes nihče ne ukvarja. Več razen Janeza Janše, ki je napovedal tožbo Roberta Goloba pa Luke Mesca za obtožbe o veleizdaji. No. Tako da to kako nam neke stvari uletijo pred volitvami, jih vsi zagrabimo, potem pa poniknejo v hipu, ko niso več, ko se jih ne da več politično monetizirati, ne, se meni zdi kar bizarno. In se nam to ponavlja iz volilnega ciklusa v volilni ciklus. Vsakič znova se neka strašansko velika stvar pojavi, ki potem ponikne ekspresno hitro tja nekje do srede po volitvah. Ja, Mladina sicer še nekaj piše na to temo, ampak v smislu politične agende je pa to dejansko, ne, Black Cube down. Ja. Tako. Zdaj pa še jaz, no in Antiša, ki si že ravno omenil, pa si v bistvu dobro navezal na mojo politbizarko, ki pa bo, ker je ljubljeni vodja, ne, maršal Tvito, doživljenjsko diskvalificiran, bom naredil po ovinku in nominiral za politbizarko stranko SDS, ki je to tožbo, ki jo je Janša napovedal, oziroma zahteval po opravičilo, ne, pod grožnjo tožbe, zapakirala v kako vendar si lahko drzne kdorkoli pomisliti, da bi Janez Janša lahko prodal Slovenijo ali pa karkoli, ker vendar vemo, kako zelo se je on prizadeval za svobodno, demokratično in neodvisno Slovenijo in potem, ko sem jaz vse to videl, sem si rekel, evo, vređenje lika in dela druga Tita se vrača na prvi tir. Lepa. Tako da, to je pa moja politbizarka, hvala. Kar nas pripelje do zadnjih 30. Pa bom jaz začel, zato ker sem čisto navdušen, ker sem danes to snimamo na veliki četrtek, 2. april in nekaj po polnoči po pač lokalnem času, 2. aprila, je šla v nebo, pa 2-krat okoli Zemlje in potem okoli Lune, misija Artemis 2, s katero se človeštvo ponovno
vrača, oziroma je to naslednji korak na pač vračanju na poti na Luno. In kot otrok, ki ni videl pristanka Apola 11 na Luni, se zelo, zelo veselim, da bom morda pa vendarle pa videl zdaj pristanek Artemisa in Oriona na Luni v naslednjih nekaj letih in moram reči, da sem bil čisto navdušen in tako, pri vseh pizdarjah, ki se dogajajo na tem planetu, vendarle neko upanje, morda naivno, ampak da nas prihodnost, kot jo vidijo v Star Treku in ne v Star Wars, da nas mogoče še čaka. In se bom navezal. Ja, in upam, da bo po letu 1969, ko sta pristanek na Luni za nacionalno televizijo, takrat TV Ljubljana, kot eni še vedno rečemo, komentirala kasnejši zunanji minister Boris Frlec in Boris Bergant, takrat novinar RTV Slovenija. Upam, da bo to tudi tokrat prenašala nacionalna televizija, tako ali drugače. Me pa zanima, kdo bo to prenašal in na kater program se bo to uvrstilo. Upam, da na prvi program in da ne bo urinjeno tja nekam med ponovitve na drugem in tretjem programu, ki sta škandalozno prepolna ponovitve, iz ponovitve v ponovitev se gre in to je nedostojno za eno nacionalno televizijo, ampak to je že pač druga tema. Tako da se v bistvu navezujem na Aljaževih zadnjih 30 z upanjem, da bomo deležni tega prenosa. In še Andraž? Mojih zadnjih 30 je pa vabilo na razstavo, na kateri sicer še nisem bil, če ostanem zavest mojim zadnjim 30. In sicer so včeraj odprli razstavo z naslovom Ne uničujte slovenski jezik, 2 klicaja, na 1. april, naključno ali pač ne. In sicer razstavo različnih pisem in e-mailov, ki jih dobivajo na zrc, na račun pritožb nad uporabo slovenskega jezika v javnosti, in kot poveže naslov, je vsebina teh sporočil očitno zelo zanimiva, da ne rečem ironična. Skratka, razstava Ne uničujte slovenski jezik, 2 klicaja, zrc SAZU, mislim, da je v Atriju. Hvala lepa, lepo vas je bilo spet slišati. In to je bil LDGD, epizoda 21 v sezoni 8. Hvala, ker ste bili z nami. Naslednja epizoda bo zelo verjetno čez 14 dni, če nam vmes ne rata slučajno sestaviti koalicije. Takrat bomo imeli morda tudi že predsednika ali predsednico državnega zbora, predvsem pa bomo imeli spet Natašo, ki jo prav toplo pozdravljamo. Ne pozabite, da lahko Odmetnino listo podprete, postanete stric ali teta iz ozadja ali član ali članica Vlade narodne enotnosti, oziroma se tudi naročite na zapisnik. Prvo storite na metinalista.si/investiraj, drugo, se pravi zapisnik, pa z mailom na info@metinalista.si. Pa brez zamere.